Ja, lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Prazniki so tu, december je že v polnem zamahu in danes bomo ustvarili eno, saj zame, izmed boljših sladic in to je gibanica in to po našem družinskem receptu. Gibanico jaz sicer zelo rad pripravim za praznike, ker je taka čudovita sladica, ki jo lahko naredimo za kar nekaj dni vnaprej, ker je le tako sočna, da zdrži kar skoraj cel teden. Poleg tega je tale recept za 15 zelo lepih porcij. Čemo probati tole? Mislim, meni je to pač res kajni prazniki so. Sicer pa moram reči, da tole imam spodaj krhko testo, imam pa še en recept, ko ga včasih naredim brez krhkega testa, če hočete še malo pohitriti, lahko vam ga delim v komentarjih, ampak s krhkim je vseeno malo boljše. Znači, dober tek pa, gremo tole pol speči. Tukaj je sočna. Pripravimo najprej osnovo za krhko testo. V mešalniku, kar v Multipraktiku priporočam, zmešamo moko, vaniljev sladkor, pecilni prašek ter sol in dodamo še maslo. Ko sta maslo in moka premešana in povezana, dodamo še jajce, premešamo, nato pa vzamemo testo ven in ga še malce pregnetemo, če je slučajno ostala še kakšen košček moke kje. Tole potem kar takoj razporedimo po pekaču, v katerem bomo sestavljali in pekli gibanico. Pekač 37x20 cm imam jaz, tam tudi 20x40 bo v redu. Za tole količino, zdaj pa tole krhko testo razporedimo po dnu pekača, ga enakomerno fajn pritisnemo, pa mimogrede, pekač je že namaščen, pogaj pa tole v hladilnik, medtem ko se mi lotimo priprave nadevov. Testo enakomerno razporedimo po pekaču, jaz si pomagam s takšnim valjčkom, tudi žlica je super. Ko je razvaljeno, ga prepikamo z vilicami in prestavimo v zamrzovalnik, vmes pa pripravimo nadeve. Tole, kar mi danes delamo, je naš družinski recept za gibanico. Prekmurska gibanica, sama takšna kot je zaščiten recept in jo moramo narediti točno tako, kot je zapisano. In jaz se strinjam s tem, tradicijo je treba ohranjati in tako da postavimo neka pravila, se mi zdi, da je edini način, da jo res ohranimo. Ampak kot je pri vseh domačih receptih, ima vsaka gospodinja, vsako gospodinjstvo svojo recepturo in tole je naša. In zdaj bomo zmešali, rabimo pasirano skuto, fino je, da vzamemo polno masno skuto. Jaz jo rad malo še zmiksam v Multipraktiku, tako da bo lepo mazljiva. Potem imamo pa plasti kot pri vsaki gibanici. Začnemo z makom, potem je skuta, potem so orehi in potem jabolka, vmes pa plasti vlečenega testa in vse skupaj prelivamo še smetano. Jaz dam rad malce kisle smetane še v mešanico. Skuto spasiram kar v Multipraktiku, lahko pa tudi kupite že pasirano. Primešamo ji sladkor ter vaniljev sladkor. Še orehov nadev pripravimo, mlete orehe zmešamo skupaj s sladkorjem, vaniljevim sladkorjem in pa še nekaj cimeta. To premešamo in gremo k naslednjemu nadevu. Zdaj pa zmešamo še mešanico maka, smetane in sladkorja. Mimogrede en fun fact, nekateri, jaz še nisem poskusil, zmešajo mak oziroma mako primešajo tudi vino, se pravi, jaz mislim, da je to kar pol sladko ali pa pol suho, verjetno pol sladko. K maku primešamo sladkor in zalijemo vse skupaj s smetano. In še zadnja komponenta, jabolka, olupimo ter naribamo. Ko imamo jabolka naribana, dodamo še limonino lupinico, eno celo limono fino naribamo noter, pa še cimet.
primešamo. Zdaj sladkor pa v tem primeru ne bom zmešal z jabolki, ker bi potem jabolka spustila preveč soka in bomo torej naredili, ko zlagamo gibanico, se pravi, bomo dali jabolka in po vrhu posuli sladkor. K jabolkom poleg limonine lupinice dodamo še mleti cimet in premešamo. Zdaj, ko imamo pa vse nadeve pripravljene, vzamemo pa iz zamrzovalnika pekač s krhkim testom in najprej porazporedimo prvo plast maka, damo polovico maka, kajti vse sestavine, vse plasti se ponovijo dvakrat pri gibanici. Ko je mak takole enakomerno razporejen, vzamemo še vlečeno testo, čez mak dodamo še mešanico smetane ter kisle smetane, da bo vse skupaj še malo bolj sočno in čez postavimo prvo plast testa. Vsako plast vlečenega testa bomo premazali s topljenim maslom, zdaj pa nadaljujemo. Vzamemo skutni nadev, polovico in ga enakomerno razporedimo. Dodamo čez še kislo smetano in smetano, nato pa naslednja plast vlečenega testa. Ponovno jo premažemo s topljenim maslom. Čez enakomerno razporedimo orehe, nato dodamo smetano, kislo smetano, naslednjo plast vlečenega testa, ki ga ponovno namastimo s topljenim maslom. In še zadnja plast, naribana jabolka, tudi ta, polovico jih vzamemo in jih enakomerno razporedimo, ker pa jih nismo sladkali, povrh jabolk razsujemo še sladkor. Zdaj pa tole pokrijemo, polovica gibanice je sestavljena in ponovimo vse te plasti še enkrat. Takole gibanica je pripravljena, sestavljena, zdaj pa jaz zaključim tole z dvema plastema testa, vmes pa vsako plast oziroma med te dve plasti vlečenega testa še dodamo malce masla, tako da se sprime skupaj, potem pa še prelijemo z malce smetane in v pečico. Zadnji dve plasti testa premažemo s smetano. Je takole gibanica v pečico, segreto na 180 stopinj Celzija, približno 50 minut se bo pa pekla. Lepotica. Zdaj jaz imam eno tako navado, da vse te sladice naredim nekje proti večeru. Pol pa, ker zvečer nočem pojesti cele gibanice, pa pustim do naslednjega dne. In danes je naslednji dan in je fino hlajena, tako da dajmo zdaj tole razrezati, ker komaj čakam. Ko je gibanica ohlajena, jo narežemo, jaz sem iz tega recepta dobil 15 kar luštnih kosov. Želim vam veselo peko in dober tek.